Lepo pozdravljeni in dobrodošli na bonus pomladanski dogodek Izbrano z Mirelo. Današnja tematika pogovora so čustva otrok in sicer moč ozaveščenega starševstva. Danes se bom pogovarjala s prav posebno gostjo in sicer s Karmen Mandl, psihologinjo in avtorico več knjig za otroke, ki pomagajo staršem in otrokom vstopiti v svet čustev in pomagati otrokom pri njihovem čustvenem razvoju. Karmen Mandl se je izobraževala na področju integrativne psihoterapije, hipnoze, mediacije in čuječnosti. Navdihnjena z vlogo staršev pa je tudi še posebej posvečena ozaveščenem starševstvu in na tem področju se je tudi izšolala v Združenih državah Amerike. Karmen, dobrodošla, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Če greva kar na prvo vprašanje, in sicer, kako lahko starši otrokom najlažje pojasnimo, kaj sploh so čustva, in kako jih lahko prepoznajo? Zdaj mogoče glede čustev bi najprej omenila, da imamo večinoma ljudje prepričane, da obstajajo pozitivna in negativna čustva. Tudi recimo v srednji šoli v psihologiji vem, da smo dali kot pozitivno, negativno, mislim, da celo na fakulteti, no. Ampak čustva niso pozitivna in negativna, ampak so samo prijetna in neprijetna. In ker imamo to prepričanje, da obstaja pozitivna in negativna, recimo negativna jeza, strah, žalost, se poskušamo teh negativnih nekako izogniti. Ko smo žalostni, ko žalujemo, recimo, če nam kdo umre ali karkoli, mislimo, da moramo to hitro nekam potisniti. Ko smo jezni, ali pa ko je otrok jezen, ga pošljemo v sobo razmišljati. To ni okej, da je nekdo jezen. In v bistvu se poskušamo tega izogniti. Zdaj, če želimo razumeti čustva, moramo razumeti, da so v bistvu čustva neka energija, ki jo moramo pustiti, da se izrazi na nek način. Ker v bistvu čustvo je kot nek val, ki ima svoj vrh in potem, ko v bistvu nekdo izrazi žalost, jezo, strah, se slej ko prej v bistvu to čustvo umakne, samo od sebe. Če ga potlačimo, v bistvu delamo na nek način vulkan. Ker če več čustev kot potlačimo, bolj je čustvo poskušala na nek način priti ven. In če želimo otrokom razložiti čustva na enostaven način, jim lahko recimo razložimo s pomočjo takega kozarca, recimo. In tudi ta čustva prek tega kozarca bomo tudi mi kot starši boljše razumeli, no. Vsa čustva so v bistvu na tak način, da ko jih ne doživljamo, lahko jasno razmišljamo. Ko nas preplavi jeza, žalost, strah, se v bistvu v glavi naredi taki vihar. In če želimo spet jasno razmišljati, moramo počakati, da se ta vihar umiri. Če ga želimo nekam potisniti, če pošljemo otroka iz sobe, če ga kregamo, kaznujemo, v bistvu ga potisnemo stran, ta čustva, ampak to čustvo bo slej ko prej prišla nekje drugje ven. Tako da v bistvu želimo otrokom razložiti, da čustva so, da ko pride do čustev, jih prepoznamo, počakamo, da se v bistvu ta val umiri in potem lahko spet jasno razmišljamo. Ta kozarec je v bistvu, recimo v moji knjigi Moje super moči, je pa namenjen tudi staršem, zato ker tudi starši, recimo, ko smo jezni zaradi otroka ali zaradi česarkoli, takoj reagiramo v tistem čustvenem stanju. Ampak takrat, ko v bistvu smo pod vplivom močnih čustev, se nam ta sprednji del možganov, ki je odgovoren za čustva, za kontrolo čustev, se nam dejansko ugasne. In ko smo pod vplivom močnih čustev, ko je ta vihar v glavi, dejansko ne moremo jasno razmišljati, niti mi pa niti otrok. In takrat moramo počakati par minut, da se ta vihar umiri, da se ta center za prefrontalni korteks nazaj prižge in da lahko spet jasno razmišljamo in rešujemo težave. Če reagiramo recimo takoj, velikokrat naredimo stvari, ko nam je bolj žal. Rečemo, grozimo otroku, ga kaznujemo, pa nam je bolj žal, zakaj smo to rekli, in to je v bistvu znak. Pač ne dosežemo s tem najbrž, ne, s tem kaznovanjem, ne. V bistvu je fajn sicer, da se tega držimo, kaj smo rekli, ampak v bistvu velikokrat
to, da nam je pol žal, je znak, da ni naš center za razmišljanje deloval, no. To pomeni, da smo prej rekli, preden da smo razmišljali. Da smo v bistvu delovali iz tega čustva, ki smo ga doživljali. In je fajn v bistvu počakati, da se ta vihar umiri, da lahko spet jasno razmišljaš, no. V bistvu to neka vizualna prispodoba, zato da moramo počakati, da se ta center nazaj prižge in da lahko spet razmišljamo in da lahko potem, ko se v bistvu čustva pomirijo, ko ta val gre mimo, lahko rešujemo v bistvu težave, konflikte. V tistem trenutku pa ni pametno reševati, ker se nikoli ne izide tako, kot bi želeli, no. Ja, zdaj sem se spomnila, ko si pokazala ta kozarec z vodo, tudi na te snežne krogle, ne, ki imajo ti snegec noter, ne, pa ko potreseš, tudi ne vidiš pokrajino, ne, ko se pa poleže on snegec, ne, se pa tudi lepo pol vidi ta pokrajina in lažje potem opišeš, kaj vidiš, ne, drugače pa je megla, ne, ni jasno. Ja, in tako je približno v glavi, v bistvu, no, ko smo pod vplivom močnih čustev. Ali jeze, žalosti, česarkoli, no. Ok, kaj pa recimo v primeru čustvenih izbruhov pri otrocih? Tudi v končni fazi, tudi če smo starši podležni temu, da izražamo čustva takoj, ne, da se odzovemo, ne, kako pol recimo delovati v primeru čustvenega izbruha otroka in kako starši lahko v takšnih situacijah ohranijo to umirjenost? Zdaj, v bistvu, pomembno je, da razumemo, da otroci ne doživljajo čustvenih izbruhov, ker so poredni ali pa ker nam želijo namenoma nagajati. V bistvu doživljajo čustvene izbruhe zato, kar sem prej rekla, ker se ta center ugasne, tudi zato, ker se njihovi možgani še gradijo in tako ali tako ta center za prefrontalni korteks, ki je za v bistvu organizacijo, za kontrolo čustev, ni zgrajen nekje do konca pubertete. In v bistvu moramo mi razumeti, da otrok doživlja mogoče nek čustveni izbruh, zato ker če smo mu kaj prepovedali, če se nismo strinjali z njim, nič ni narobe, če otrok doživlja čustveni izbruh. Saj tudi mi nismo v bistvu najbolj srečni, če nam neke stvari ne grejo skozi v življenju. Tudi mi smo žalostni, potrti, jezni. Zato nič ni narobe, če otrok doživlja čustveni izbruh. V bistvu je pomembno, da smo mi umirjeni, da ga v bistvu mi umirimo. Zato, ker če mi reagiramo, če mi to osebno vzamemo čustveni izbruh, da nam otrok namenoma nagaja, ker zdaj kriči, se joče, karkoli, potem mi reagiramo v bistvu tudi iz tega svojega čustvenega stanja. In če si predstavljate, da se otrok počuti kot razburkano morje, zdaj, če bom z razburkanim morjem prišla na razburkano morje, bo tam še večji vihar in kaos. Tako da v bistvu cilj je, da ga v bistvu svojim umirjenostjo umirimo, pocartamo, ja vem, da ti je težko, ker moramo zdaj domov iti, saj vem, da bi ti še tu bil, ampak bomo jutri spet prišla. V bistvu v tem smislu, da razumem te, da ti ni fajn, ker moramo zdaj iti domov, razumem te, da ti ni fajn, ker moraš zdaj nalogo iti delati, razumem te, da ti ni fajn iti v šolo, vrtec, kamorkoli. Ampak bom ti pomagala, bomo skupaj prebrodila to. Gre v bistvu za to, da se otrok umiri slej ko prej, če smo mi umirjeni, no. Če pa mi začnemo s svojimi vzorci iz preteklosti, pa svojimi čustvenimi stanji, pa svojimi obrambnimi mehanizmi reagirati, potem pa ponavadi pripelje do ful velikega konflikta in še večjega izbruha. Tako da, če hočemo umiriti, moramo najprej sebe umiriti, kar pa ni lahko. Zato, ker verjetno tudi naši starši niso bili najbolj umirjeni, ko smo mi doživljali čustvene izbruhe. In v bistvu zelo težko prenašamo jok svojih otrok, mislimo, da moramo kar zdaj nekam to pospraviti. Ta negativna čustva, ki sem jih prej omenila, no. V bistvu jih ful težko prenašamo. Mogoče je to tudi majčkeno, se opravičujem, mogoče je to tudi majčkeno povezano s tem hitrim tempom življenja, v smislu, da se nam ne da počakati, da se ta situacija umiri pri otroku in potem pogosto tako na hitro hočemo otroka utišati, ne, in pri tem pa ne razmišljamo, da v bistvu gre za nek mnogo globlji vzrok in da so v ozadju mogoče neke čustvene potrebe otrok, ki niso zadovoljene, da je v stiski, ne, in da mu takrat v bistvu moramo dati prostor, tako kot si prej omenila, da izrazi ta svoja čustva in obenem se počuti varnega, ne. Ja, velike starši recimo rečejo, ja, joče se zdaj za neko malenkost.
kaj te zdaj, bo pa že preživel. Ampak recimo, dostikrat te staršem rečem, predstavljajte si, da ste doma cel dan z otroki, ki se cel dan prepirajo. In potem imate ob 5 že tako glavo. In ko prije partner domov, reče, kaj pa je? Pa rečete, ja, grozno se počutim, bla, 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 res mi je grozno. V tistem trenutku, kaj rabim? Objem, ja, vem, da ti je težko. Ne rabim partnera, ki mi reče, ja, bodi vesela, da imaš zdrave otroke, bodi vesela, da ne vem. Mislim, realno ne rabim tega, čeprav je mini problem, ki ga imam. Ampak vseeno rabim nekoga, ki me sliši. Torej tudi otrok, ki ima mini problem, da se mu je zlomila igrača, ne rabi nekoga, ki bo zdaj to popravil, ampak nekoga, ki ga sliši. Ni treba zdaj, recimo, dostikrat imajo starši nekako želijo te negativne čustva nekam potisniti, pa da bo otrok zdaj srečen in vesel in bo zdaj on to popravil. Recimo otrok pride iz šole pa reče, jaz edini ne znam brati. In nekako imamo to težnjo, da starši začnemo, ja pa sej pa tudi Miha ne zna brati, v športu si pa super, pa kitaro tudi super igraš. Ampak realno otrok ne rabi nekoga, ki bo zdaj to situacijo popravil. Rabi nekoga, ki ga sliši. Ki mu reče, vidim, da ti je težko. Želiš, da ti pomagam ali da te poslušam? Ja, tako kot odrasli ljudje potrebujemo to, ne? Si prav povedala. Otrok pa verjetno to še bolj potrebuje, ne? Ker je še v bistvu na začetku nekega življenja in se šele uči v bistvu, ne, o tem svetu čustev in mu ni vse znano. Ne? Zakaj misliš, da nam je tako težko izraziti to ljubezen in zakaj tako zlahka izbruhnemo ali pa se odzovemo iz teh čustev, ki povzročajo recimo neko neugodje, no? Zato, ker večina nas je imela tudi vzgojo, kjer so starši težko prenašali naše čustva, no? In v bistvu so nam na nek način dali vedeti, da ni okej biti jezen, ker če si jezen, te ne maramo tu imeti, idi v sobo razmišljati. Torej, lahko si tu, ko si okej. Če si žalosten, bodi vesel, da ni to pa to pa to pa to, ni pametno biti žalosten, čim prej to reši. Mislim, a veste, kaj mislim? In je fora v tem, da v bistvu mi že s svojimi čustvi ful težko upravljamo. Večina odraslih dejansko tlači svoje čustva. Z alkoholom, tudi z všečki na družbenih omrežjih, tudi z raznim kupovanjem pretiranim. Mislim, z pretirano, ne vem, športom v končni fazi tlačimo svoje čustva. In potem mogoče otrok pa vseeno, ker v bistvu je otrok nas nekako odpelje nazaj v naše otroštvo. In v bistvu vse tisto ven povleče, kar smo mi zdaj nekam potlačili. In nam je ful težko zdržati neke stvari. Zdaj recimo nekateri, ravno prej sem se z eno mamico pogovarjala, nekateri grejo recimo v to skrajnost, da reče, jaz pa ne bom tak kot moj starš. Jaz pa ne bom, moji starši nikoli niso imeli časa zame, nikoli se niso odzvali na moje čustvene potrebe. Jaz pa bom vsakič, ko bo otrok zajokal, me je to tako grozno poslušati, da moram kar preleteti. Tudi to ni okej, ker to spet izhajam iz svojih vzorcev, ne iz tega, kar otrok rabi. Če vsakič, ko otrok naredi, jaz ne rabim rešiti situacije. Zato imam občutek, da se bo počutil slišano, ker se jaz nikoli nisem počutila slišano. In mislim, da bom v bistvu svoje neke stvari spet rešujem, neke vzorce. Ne dejansko, ne grem tja in pomagam otroku rešiti problem, ampak poskušam sebe majhno nekako reševati, no. Ja, otroci so nam v bistvu kar zrcalo, ne? Zelo. Nekih naših lastnih travm iz otroštva, ne? Ker itak se vse dogaja v tistem najbolj zgodnjem otroštvu in včasih se mi zdi, da celo življenje preigravamo te neke travmatične izkušnje ali sploh te neka prepričanja, ki smo jih takrat ustvarjali, ne? Tako da, ja, mi zdaj lažje razumem, zakaj smo tako občutljivi v bistvu v odnosu do otroka, ker dejansko pritiska na tiste gumbe, ne? Ki jih tudi sami nismo razrešali. Zelo. In tudi recimo, ne vem, ravno včeraj sem imela eno mamico, ki je zelo težko prenaša, da se otroci, ko se otroci prepirajo, no, ko v bistvu začnejo kričati. In potem smo prišli do tega, da to zelo težko prenaša, ker sta se njena starša toliko prekregala, no. In je v bistvu takoj, ko začne kdo kričati,
se njen živčni sistem dejansko vrže v to nevarno situacijo, v obrambni sistem. In se zdi, kot da ni varno, no, tisto. In potem takoj, ko v bistvu se ona vrže v to situacijo, se ji zdi, da je to preveč, zato ker ona ni tistem trenutku, ni ona dejansko tu, ona je takrat, ko je bila majhna, no, in je mogla to non-stop prenašati. Tako da moraš vedno res razrešiti te stvari, se vprašati, zakaj me to tako moti. Ker vse te stvari, ki nas motijo na drugih, imajo veliko praviti z nami, no. Ker če nas ne bi toliko znervirale, nimamo kakih stvari za razrešiti na tem področju, no. Ja, nimajo vpliva pol, ne, na naša čustva, ne, in pol je vse okej, ne. No, s tem tlačenjem čustev, o katerem si zdaj govorila, tudi s tem, ko odrasli recimo tudi tlačimo svoja čustva, na nek način tudi otroka programiramo, da je okej tlačiti čustva, ne. In to v bistvu potem prenaša skozi vse življenje in prej ali slej ga bo to sabotiralo. To pa najbrž kot starši si ne želimo svojim otrokom, ne. Tako da moramo dejansko vedno iz sebe iskati, ampak do tega bomo še prišli. Mogoče zdaj bi te vprašala, kako pa pol sploh lahko starši postavijo neke meje otrokom, ne da bi jih te meje spravljale v še večji stres ali pa neugodje, ampak na način, da bi celo spodbudile te meje sodelovanja otroka, no, da bi bilo tako motivacijsko. Zdaj, v bistvu starši imamo spet iz istih vzrokov težave postavljati meje, in sicer en vzrok je recimo to, da smo živeli v družini, kjer ni bilo mej. Potem imamo težave postavljati meje. Lahko smo živeli v družini, kjer je bila špartanska vzgoja. In rečemo, mi pa ne bomo taki. In bomo otroku ne bomo tako postavljali mej. In pol ful težko postavimo meje, zaradi tega, ker smo rekli, da bomo drugačni. Pa tudi zaradi tega, ker nam starši niso dovolili, da bi sebe sploh izrazili. In rekli ne. Ker tudi to, da otrok reče ne, je ful pomembno. Mi smo v bistvu tista prva situacija prakticiranja postavljanja mej. In nam je tako grozno, če nam otrok reče ne. Ampak v bistvu ga pa s tem učimo, kako postaviti meje. Na nek primeren način. In v bistvu starši zelo težko postavijo meje, se pravi iz istih tistih razlogov, ki jih pač mi izhajamo iz svoje preteklosti, težko potem prenašajo otrokova čustva, ki se pojavijo ob postavljanju mej, ker se vedno pojavijo. Otrok nikoli ne bo rekel okej. Edino, če je taki people pleaser, ko bo rekel vse okej. Ampak tudi smo ga tudi mi naučili, da je začel v bistvu nam ugajati, no. Ampak v bistvu se upre, kar je normalno. Mi se upremo, ko nam kaj ni okej. Tako da, v bistvu prenašati ta čustva je težko. Držati mejo je težko. Pa velikokrat v bistvu je težava v tem, ker starši meje postavijo glede na njihovo čustveno stanje. To pomeni, da ni vedno enako. Da si v bistvu recimo starš vmes misli, zdaj pa pojdite hišo pospraviti. In otrok se valjda upre, ker pač te zdaj starš nekaj izmislil, kar ni po nekih pravilih, no. V bistvu, zato da si bomo meje otrokom lažje postavili, je fajn, da si naprej dorečemo, kakšne meje bomo imeli, no. Če je meja, ne vem, televizijo gledamo od 5 do 6, mora vedno biti tak. Če enkrat dovolimo od 2 do 6, enkrat od 5 do 6, enkrat od, ne vem, potem je kaos. Saj tudi mi odrasli, recimo, ko pridemo na delovno mesto, nam je všeč, da so meje jasno postavljene, no. Če si naš šef vsak dan nekaj izmisli, nam to v bistvu daje občutek nevarnosti, ne počutimo se dobro, no. Tako da je fajn, da v bistvu dorečemo tiste res pomembne stvari, kjer želimo držati mejo, no. In jo tudi držimo, ne glede na to, ali smo dobre volje ali ne. Ker otrok bo poskusil. Otrok bo rekel, ala, zdaj televizijo gledam. Ampak če vemo, da je od 5 do 6, je od 5 do 6. Zdaj, če bo pa... Sem hotela dodati torej doslednost, ne, je zelo pomembna, ne. To, kar se dogovorimo, to pač vedno mora držati, ne glede na to, kaj se dogaja, ne. Ker to tudi na nek način verjetno otrokom daje občutek varnosti, ne. Seveda, te meje se skozi leta
premikajo in spreminjajo, ampak recimo v tej zgodnji fazi včasih imam občutek, no, da je otrok se veliko bolj varen počuti, če ima meje, tudi če mu ni všeč, da jih ima, ampak mu dajo nek občutek varnosti. Samo kako pa potem sploh postaviti meje, ker na način, torej, kako to z otrokom skomunicirati, da ok, razumem, da bo rekel ne in da se bo verjetno, da bo nasprotoval, ne? Ampak vseeno si mi želimo postaviti neke meje, ker so pač potrebne in kako zdaj to skomunicirati z otrokom. Recimo, ne vem, primer, no, recimo, mi smo v parku, želimo, da gremo zdaj domov, recimo, ne vem, primer. Zdaj so meje, ki so fiksne in jih pač to postavi, jaz velika staršem rečem, naj si na list napiše, zato da se bojo oni držali, ne zato da se bojo otroci. Kjer so res tiste meje, ki ne odstopam, torej ob 8 grem spat, televizijo gledam takrat, ne vem, pač. So pa recimo meje, gremo iz parka zdaj domov, ali pa iz igrala zdaj domov. Lahko se fajn je, da otroku damo neko kontrolo nad tem. Ker otrok bo veliko bolj sodeloval, če bomo rekla, koliko se bo še zagugalo. Ne 5 minut, otrok ne ve, malček ne ve, kaj je to 5 minut. Ja. Če rečem, koliko se bo še zagugalo, ok, 5-krat štejem 5, pa gremo. Mogoče, da bo otrok vse nasprotoval, kljub temu, da bo on rekel 5-krat, pa bom rekla, zdaj pa gremo. In pač moram zdržati tisto čustvo. Zdaj, tako smo se zmenili. Zdaj, dostikrat pa starši naučimo otroka, da na nek način izsiljuje, no, veliko starši ta izraz uporabljajo. Zato, ker otrok se začne jokati, ker pač težko prenaša našo mejo, in potem mi popustimo. In takrat ga v bistvu mi naučimo, da bolj, ko se boš jokal, večja je verjetnost, da boš dosegel svoje. Zdaj, težava z mejami, nisem v kontekstu do otroka, težava z mejami je, na splošno imamo težave meje, postaviti drugim odraslim. Torej, meje ne postavljamo samo otroku, ampak tudi drugim. To pomeni, da moram jaz razmisliti, kaj je moja meja. Kaj si jaz kot oseba dovolim. Pa nimam veze, ali je to otrok ali ni otrok. Ampak, ok, lej, moja meja je, da ko se dogovorim z nekom nekaj, da se tega držimo. Ja, meje so resnično ključnega pomena za neko zdravo življenje, ne? To se mi zdi, da je tudi ena glavnih stvari v življenju, ki se ves čas učimo postavljati meje, ne? Da zaščitimo sebe, da se mi tudi počutimo lahko varne. Glede, recimo zdaj ta primer, ki si ga navedla v parku, kaj pa pol recimo, imamo dva primera. Eden je tak, da otroka pač, ne vem, zagrabimo in gremo iz parka takrat, ko smo rekli, ker pač otrok sam od sebe noče. Kaj pa recimo, ker to Ja, tudi eni zagrabimo ga zagovarjajo. umirjeno, to je ful pomembno. Ja, ja. Ne Kaj pa zjebno. recimo ta drug primer, ko gre za ignoriranje, torej otrok noče iti iz parka, eni starši se obrnejo se, ne da bi zares odšli iz parka, ampak se obrnejo in kao oni zdaj gredo domov, otroka pa pustijo samega. To je tudi dostikrat recimo ena taka situacija. Ali pa v trgovini, ne, ko otrok hoče, ne vem, neko čokoladico, pa mu je starš noče kupiti, pa se pa otrok vrže na tla in kriči. Kaj v tem trenutku narediti? Ga pustiti, da se zjoče? Mi smo imeli različne tehnike, ki smo preizkušali. Včasih smo se usedli zraven otroka, ker sem tudi jaz bila v tej situaciji, pa sem čist mirno počakala, ne, čeprav je to včasih nerodno, ne, ker ljudje te gledajo, nočeš delati tam scene, ne, ampak v tej relaciji do otroka se mi zdi pa, da je to mogoče tudi ena taka ok metoda, no, ker dovoliš otroku, da se izrazi, da se umiri, ampak ni vedno, no, happy end, bom rekla, no. Ne, ni. Zdaj, v bistvu, dejstvo je, da večinoma se jočejo otroci predšolski, no. Mislim, realno. Ja. En 10-letnik se verjetno ne vzjoka pa vrgel na tla v Na trgovini. tak način sigurno ne. Tako da Ja. večinoma so to otroci, ki ga lahko vzdignemo in ga nesemo v avto in se v avtu pomirimo. Ni treba, da imamo tam sceno, če nam to ni prijetno, no. Zdaj to, veliko slišim starše, da rečejo, zdaj pa grem. To je za enega malčka v bistvu grozno, no. To je tako, ko bi nas sredi enega velikega mesta pustil. Predstavljamo si, da bi mi šli v eno veliko mesto s svojim partnerjem in potem bi ta nas pustil brez vsega tam. Nam bi bil grozen občutek. Otrokom je še bolj grozen.
Tako da, v bistvu, to je samo grožnja, ki jo mi izražamo, zato ker se nemočno počutimo. In vse grožnje, vse kazni, vse kričanje je v bistvu vedno iz istega vzroka in sicer iz naše nemoči. Ker če smo močni, pa znamo postaviti mejo, ne rabimo groziti. V bistvu zdignemo otroka, mu povemo, glej, ne bomo tega kupila, pa gremo se pomiriti. S tem, da mogoče velikrat je tako, da imamo vedno v istih situacijah težave z otrokom. Recimo, vedno imamo težave, ko gremo v trgovino, vedno imamo težave, ko moramo iti v šolo ali pa vrtec. Takrat je fajn, da z otrokom naprej se dogovorimo po teh dogodkov. Le zdaj bomo šla v trgovino, vzela bomo košaro, kupila bomo to pa to pa to, ne bomo gledala igrač, ali pa lahko gremo pogledati igrače, kupila nek ne bomo. Velikrat se od starši v bistvu zaštrikamo, no. Ker enkrat kupimo, enkrat ne, enkrat je tak, enkrat je drugače. Fajn je, da dorečemo, no. Cel potek dogodkov, kaj bomo vse naredili, s otrokom se dogovorimo, lahko tudi otrok predlaga, lej, kaj pa jaz bi pa šel tja na ona igrala. Mogoče se bomo strinjali, okej, lahko greš na eno. Vem, da sem ravno imela eno mamo v svetovanju, ki je rekla, da se vedno krega okoli teh igral v shopping centrih. In potem eno ja, pa eno ne, pa dobro, pa še eno, pa te pa še eno. In smo isto imeli, lej, dogovorite se vnaprej. In potem, zato ker se potem tudi starši lažje držimo, če mi vemo, kak je potek dogodkov. Zdaj, če nam je težko, potem vedno se moramo vprašati, zakaj nam je težko postaviti mejo, no. Ker vedno izhajamo iz vseh svojih vzorcev, no, ampak če si bomo pa mi potek dogodkov z otrokom dogovorili, lej, to pa to bomo naredila, tam bomo šla na ena igrala, potem bomo šla pa domov, se bomo tudi mi lažje držali. Realno vedno smo z Tudi otrokom. otrokom bo lažje, ne? Ker lahko v bistvu, ker vedo, kaj se bo dogajalo, nekako, ne? Imajo to pričakovanje, ne? Oziroma, ne? Spet ta občutek varnosti, ne? Ker vedo, kako bo potekel Točno, dan, ja. ne. Saj meni je zanimivo, ker dostikrat je tako, da, ne vem, da starši naredimo neki, recimo A, pa otrok reagira B, pa mi naredimo A, pa otrok reagira B, pa mi naredimo A. Pa nam je ful čudno, da ne reagira D. Ja, če pa jaz skozi isto delam, Ja, ne ja. otrok se drugače reagira. Če jaz vedno se zadnjo sekundo začnem spravljati, ko grem ven, pa imam vedno z otrokom težave, da zamujam. Ja, kako naj zdaj otrok drugače, kako naj dobim drugačen rezultat, če bom jaz nekaj spremeniti. In ko bom jaz nekaj spremenila, bo tudi otrok drugače reagiral. Ker realno vse vedenjske težave, jaz ko delam, jaz vedno delam s starši, jaz nikoli ne delam z otrokom. Čeprav bi mi starši najrajši otroka pripeljali pa šli na kavo, ampak jaz nikoli ne delam z otrokom, jaz vedno delam s starši. Zato ker, ko se dinamika spremeni, se spremeni otrok. Ja, seveda. Saj v bistvu vse to, kar se zdaj pogovarjava, na nek način govori o tem, da vse to, kar mi delamo otroku, da bi se mogoče vprašali najprej pri sebi, a bi nam to bilo fajn, ne? Ker otrok ima ravno tako enake čustvene potrebe, samo da mogoče ene stvari seveda težje prenaša, ker je še otrok, ker ne razume vsega, ne? In tako, kot smo rekli, ne vem, tako kot tudi mi, ko pridemo iz službe, rabimo samo en objem od partnerja, pa razumevanje, ne pa kreganje ali pa, ne vem, enako to moramo v bistvu preslikati tudi na otroka, ne. Torej, vedno se vprašati, kako bi se jaz počutil ob tem, ne. Mogoče je to en tak način, ne, da najprej na to pomislimo, preden reagiramo, ne. To je ful pomembno, zato ker recimo tudi, če bi partner tako reagiral, ko bi prišel iz službe, a bi mu drugič povedala? Verjetno ne. Ja, bi se umaknila, ne, bi se pač vase obrnila, ne. V bistvu mi pa vseeno želimo imeti ta odnos, ker boljši, kot je odnos, lažje bomo sodelovali z otrokom, no. Slabši, kot je, slabše bomo sodelovali. Kako se, Karmen, lahko starši v bistvu, mislim, če obstaja, zdaj smo kar nekaj stvari odprli, ampak kako lahko, kaj bi svetovala, kako lahko starši se soočajo s temi svojimi lastnimi negativnimi vzorci vedenja in čustvovanja, ki izhajajo iz njihovega otroštva in jih v bistvu s tem nezavedno vplivajo tudi na svoje otroke. Poleg tega, recimo, da
opazujemo otroka in da to povezujemo s tem, kar je z nami, recimo mogoče še ranjenega, so še kakšne druge metode. Zdaj, v bistvu, to je kar težko, no. Najprej moraš ozavestiti. Zdaj moram reči, da neke stvari mogoče lahko zavesti s kakšnimi knjigami, ki jih bereš, no. Večina stvari pa verjetno prek kakšne terapije oziroma svetovanja, no. Zato, ker vseeno so stvari, ki jih ne vidiš. Zdaj, če sta s partnerjem kolikor toliko oba delata na tem, da bi razumela stvari, včasih lahko partner reče, lej, zakaj te to tako moti? In pa mogoče najdeš nek način, no, nek vzrok, zakaj te nekaj moti. Vedno pa, ko je pretirana reakcija z naše strani, ni povezana samo s trenutno situacijo. Je še nekje drugje vzrok, no. Ja. No, eden od načinov je zagotovo to, ne, da pač se vedno, kadar imamo kakšen izziv z otrokom, ne, vprašamo, kaj je z nami, ne, kako to v bistvu resonira z nekimi našimi notranjimi izkušnjami, ne. Čeprav mislim, da je to kar težko najti vedno, no, ker velikokrat recimo, ko smo imeli travmatično otroštvo, kar večina nas je praktično imela, jaz mislim, da je redko kateri, ki ni imel nič. Večinoma je tudi v bistvu pozabila te stvari, zaradi tega, ker možgani v bistvu pozabijo stvari zato, da smo lahko preživeli v tem okolju, ko smo bili, no. Tako da vprašanje, če se sploh spomnimo teh stvari. Tako da v bistvu z nekim namenom je naša psiha tudi te potlačila te stvari zato, da lahko funkcioniramo, no. In v bistvu vse te stvari je treba počasi ven iz tega nezavednega dobiti in potem razčistiti in razumeti, zakaj tako reagiram, kar pa sam narediti ni vedno tako enostavno, no. Je lažje, če te en v bistvu sprašuje, pa potem prideta skupaj do nekih stvari, no. Ja, absolutno, ja. Katera, oziroma tako bom vprašala, kakšno vlogo ima empatija, recimo tudi ne, v tem odnosu med starši in otrokom, ne, koliko lahko v bistvu empatija pomaga tukaj enim in drugim? Empatija je v bistvu ful pomembna, empatija pomeni, da razumem tvoje stališče, kar recimo otroci do neke starosti ne morejo razumeti stališča drugega oziroma doživljanja drugega, ker dejansko nimajo kapacitet možganskih za to, no. Tako da včasih, ko pričakujemo od otroka, da mora zdaj neko igračo deliti, je dejansko ne more, ker ne razume. Velikokrat pa imamo tudi odrasli težave z empatijo, zato da čutiš neko empatijo, moraš tudi dovoliti čustvo. In velikokrat jih tlačimo, tako da je pol tudi težko mogoče neko empatijo do drugih, do čustva drugih recimo razvijati oziroma kazati, če imamo mi težave s temi čustvi, ker se jih mi želimo izogniti. Tako da mislim, da moramo najprej mi razčistiti oziroma dovoliti, da so čustva okej, pa sposobni zdržati s temi svojimi čustvi, da lahko pokažemo empatijo potem otroku, no. V bistvu gre za to, da mu povemo, razumem te, kako ti je zdaj. Vem, da ti ni fajn, vem, da ti je težko, vem, da si jezen, vem, da si žalosten. Ampak da ne čutimo potrebe, da moramo zbežati iz te situacije. Ker mislim, da večina odraslih želi zbežati iz te situacije, a rešiti problem, ali pa ga potlačiti nekam, ali pa poslati otroka iz sobe, ali pa ga nadreti, naj se neha dreti. In v bistvu to delamo zato, ker mi ne zdržimo s temi čustvi. Tako da prvi korak je to, da ko starš doživlja ta čustva, negativno, neprijetno, da poskuša samo biti s tem. Kako mi je? Ful sem jezen, okej, da se ustavi. In da v bistvu, namesto da gre ven, da gre vase. Da prepoznaš v bistvu, kaj se ti dogaja, ne? Kaj se zdaj dogaja z mano? Da se v bistvu pomembno je v bistvu v večini teh situacij, da naredi ta prostor. Zato, da se tisti vihar umiri, ampak da dejansko narediš ta prostor za čustva, da je okej, da so tam. Ne rabim hiteti, ne rabim zbežati, ne rabim nič, ampak kar pa res velikokrat ni enostavno, no. Ja, ampak to je verjetno tudi edini način, da prepoznamo v bistvu, katera čustva se nam dogajajo, ne, da jih razumemo in da jih lažje transformiramo, ne, ker verjetno vztrajanje v nekem čustvenem stanju
samo po sebi ni namen, ne? Da zdaj torej čutimo jezo in zdaj bodimo jezni. Ni namen tega, da ostajamo jezni in da pač negujemo to jezo, ampak zato, da jo prepoznamo in da probamo poiskati vzrok, odkot zdaj to prihaja, ne? In kako lahko to preobrazimo. Se v bistvu zaštekamo na nek način, se v jezi, zato ker jo hočemo potlačiti. Zdaj, če bi v sebi sam zdržali s temi svojimi občutki, prepoznali, kje kaj občutimo, zadihali, šli kozarec vode spit, ali pa šli en krog okrog hiše, bi v bistvu veliko lažje. Jeza tak ali tak vsa čustva v bistvu grejo, no, čez nekaj trenutkov. V bistvu se veliko zaštekamo, zato ker se ne čutimo mogoče slišanega strani drugih, pa se pol zakrčimo v tej čustvenem stanju. Ali pa se jih poskušamo izogniti, pa se spet nekaj čutimo, pa v bistvu veliko, niti odrasli ne vemo kaj. Pač nekaj neprijetnega. Tako da v bistvu, če želimo biti empatični, moramo najprej zdržati, pa razumeti sebe, pa svoje čustvo. Ne moreš biti empatični, če svojih čustev ne razumeš. Pa če ne veš, kaj ti doživljaš zdaj. Pa zakaj? V zadnje čase smo se pogovarjali tudi dosti o tem našem notranjem otroku, ne? Tudi tako, kaj več različnih oblik tega našega notranjega otroka, ki je pač seveda v tem najbolj zgodnjem obdobju doživel neko travmo in pravzaprav to vlečemo potem skozi celo življenje in če nas kaj v življenju sabotira, je to ta naš ranjeni notranji otrok. Tako da mogoče v kontekstu pač tega, da smo empatični, da smo mogoče najprej, da razvijemo to empatijo do tega svojega notranjega otroka, ne, ki ima pač neke rane in jih probamo zaceliti, ker na ta način, mislim, bolj bomo zdravili našega notranjega otroka, lažje bomo potem tudi vzpostavili kontakt z našim otrokom, ne, v življenju, ne, ker je v bistvu to pač ena taka interaktivna zadeva, ne, to, ker v bistvu sami pri sebi predelamo, se odraža potem tudi na odnosu, ne, do naših otrok, ne. Je v bistvu istočasno, ko v bistvu vzgajamo otroka pred sabo, moramo tudi otroka v sebi nekako mu vse tisto dati, kar je potreboval, pa mogoče ni imel, no. Zato, ker ne moramo dati otroku pred sabo nečesa, kar mi nimamo. Karmen, ti si v bistvu 20 let izkušenj imaš v šolah, v vrtcih, tudi v zasebni praksi. In med tem časom si ustvarila kar nekaj čudovitih knjig, med njimi so tudi Moje supermoči, ki ima tudi svoje nadaljevanje, mislim, da so 3 ali 4 deli, pa so pa tudi slikanice Pomagaj Niku in Ani, Pomagaj gusarju Niku. Nam lahko mogoče pokažeš te knjigice, pa na kratko pač poveš, na kakšen način lahko te knjigice pomagajo otrokom in staršem pri tem čustvenem razvoju, no. Obeh bom zdaj govorila, ne samo o čustvenem razvoju otroka, ampak dejansko se tudi starši čustveno razvijamo skozi te izzive. Zdaj, v bistvu te knjigice to sta te 2 knjigici, no, ta je že 5. ponatis Moje supermoči, ta je pa drugi del. Te knjigice, v bistvu velike starši teh recimo Moje supermoči je bilo že čez 5000 knjig prodanih. Ampak velikokrat starši mogoče kupijo otroku, pa mislijo, da bo otrok sam reševal. Ampak knjige niso namenjene temu, da otrok sam rešuje, v bistvu so namenjene temu, da te knjige te vaje v knjigi rešujemo skupaj z otrokom. In prvič, ker so vse te vaje namenjene tudi odraslim. Tako je ta kozarec z bleščicami, ni namenjen samo otroku, ampak je namenjen tudi meni kot staršu, da se spomnim, da takrat, ko sem jezna, imam vihar in da moram počakati. In recimo namenjeno je to, da se lažje povežem z otrokom, da imam boljši odnos z otrokom preko teh vaj, da delam na čuječnosti, na čustvih, da pomagam otroku razumeti njegova močna področja. S tem, ko otroku pomagam razumeti močna področja, tudi jaz razumem, kaj so njegova močna področja in ga mogoče večkrat pohvalim, pa mu povem, da je okej, da je to dobro naredil. Bolj, ko se otrok dobro z nami počuti, lažje bomo sodelovali z njim in lažje bomo v bistvu z njim reševali neke konflikte.
Medtem ko slabše, ko se otrok počuti, več, ko ga kritiziramo, več, ko ga kaznujemo, več, ko ga rinemo stran od sebe, slabše se počuti in veliko težje bomo sodelovali z njim. Tako da v prvi vrsti so te vaje recimo namenjene izboljšanju odnosa med otrokom in staršem. Pa tudi temu, da starši in otrok dela na teh področjih čustvovanja, čuječnosti, empatije in v bistvu krepijo vsa ta področja, no. Zdaj, včasih me kaki starši pišejo, da ima otrok velike težave in da mu bo zdaj nabavili to knjigo. In jaz jim vedno povem, da knjiga ne more rešiti velikih težav. Mislim, če so težave res enormne, je potrebno tudi kakšno svetovanje ali pa terapija, no. Knjiga lahko pripomore k temu boljšemu razumevanju, ne more pa čudežno rešiti nekih stvari, no. Ampak lahko pa pokaže pot, ne, po kateri recimo je dobro iti, če želimo izboljšati odnos z otrokom. A nam lahko še enkrat, prosim te, pokažeš, ko si zelo hiter, pa mogoče tudi kakšno konkretno vajo iz knjigice, tako da se lažje predstavljajo naši poslušalci, kako izgledajo te Zdaj vaje. recimo, v prvem delu je tista vaja z bleščicami, zdaj se ful slabo vidi tu. Zdaj recimo v drugem delu je tako lutko lahko naredimo. Pa so tudi navodila noter, kako Tudi izdelati. navodila so noter, ja, pa igro vlog, recimo, to je razvijanje empatije, da naredimo 2 lutki, pa potem razne situacije odigravamo. Tu lahko recimo res odigravamo veliko situacij, od tega, da se otrok boji k zdravniku iti, do tega, da ga mogoče kakšen sošolec zafrkava, do tega, da so konflikti med otrokoma, na kak lepši način neke stvari povedati. Zato ker vse te stvari, recimo, ki ima otrok težave, otrok v bistvu ne dela stvari za nalašč, ampak zato, ker nima nekih veščin, da bi drugače delal. In fajn je razvijati te veščine tudi včasih preko igre vlog, recimo moj sin včasih zelo nesramen kaj pove. In potem gremo včasih igro vlog, daj mi povej tako, jaz sem zdaj tvoja sestra, daj mi povej tako, da bo okej, da bo bolj prijazno. In potem treniramo, ja, daj, to se ne počutim zdaj preveč v redu, daj probi še lepše povedati. In včasih treniramo te stvari, ali pa med sabo, recimo, en drugemu povesta, zato ker se preko teh iger vlog naučijo teh veščin, ki jih mogoče nimajo. Saj tudi odrasli realno ne delamo stvari za nalašč. Ne vem, ne zgubljamo ključev za nalašč, ne reagiramo mogoče neempatično za nalašč, ampak zato, ker nimamo nekih veščin razvitih, no. Jaz dvomim, da je kateri res za nalašč želi prizadeti koga drugega, no. Otrok še posebej, no. Ja, to tudi jaz ne verjamem, ne, ampak izhajamo pač iz tega, kar smo in kar najboljše vemo, ne, tako kot so naši starši tudi v odnosu do nas, ne, in to je pač taka neskončna igra ali pa preigravanje vlog, ne, in odnosi, še posebej odnos z otrokom, je pa res ena taka platforma, ne, kjer se lahko oboji veliko naučimo, ne. In to se mi zdi zelo dobro, ker si rekla, nimajo teh veščin, ne, dejansko se moramo uriti po teh veščinah, ne, in mogoče premalo časa temu posvečamo, ker se pač ukvarjamo z drugimi stvarmi, po tem norem tempu življenja, ne, z multitaskingom, ne. Se mi zdi pa, da je ravno tukaj srčika vsega, da bi veliko lepše in lažje živeli, če bi znali upravljati z našimi čustvi, ne. In v odnosu do otroka in do staršev in vseh ljudi, ki nas obkrožajo, ne. Tako da to je zagotovo ena taka, en super način, no, torej te tvoje knjigice tudi za nas starše, ne, ker tudi se ne učimo samo odnosa z otrokom, ampak tudi na splošno, ne, tudi za nas mogoče fajn preigrati določene situacije, ker se nekako opremiš z odzivom, ko pa dejansko pride do te situacije, ne, kako lahko izbiraš, kako se boš odzval, ne, ker nekje ti ostane verjetno v ozadju to preigravanje, ne, tako da to je neko tako pozitivno preigravanje, bi lahko rekla. V bistvu gre za to, da več kot ponavljaš neke stvari, bolj se povezave v možganih vzpostavljajo, no. Zato pa recimo, ko prvič voziš kolo, se ti zdi
da boš kar umrl, ali pa avto. Potem pa se v bistvu to avtomatizira. In bolj kot ti ponavljaš, tudi mogoče preko igre vlog neke stvari, lažje boš reagiral v neki tudi situaciji mirneje. Recimo staršem veliko svetujem tudi, da z otrokom ali pa sami delajo kakšne vaje čuječnosti, pa ne takrat, ko so jezni, takrat, ko niso. Zato, ker se povezave v možganih spet drugače vzpostavljajo, ko se mi umirjamo in bomo tudi takrat v neki situaciji, ko bomo pod vplivom močnih čustev, lažje reagirali umirjeno, če bomo že v osnovi bolj umirjeni. Tako da je fajn mogoče si vzeti čas, pa mogoče 10, 15, 20 minut. Celo raziskave so pokazale, da če 20 minut na dan delamo v bistvu vaje čuječnosti ali pa meditacijo ali pa karkoli jogo, da se v bistvu ta amigdala v možganih, kjer se proizvajajo čustva, v bistvu zmanjša. Prav na magnetni resonanci se dejansko zmanjšala po, ne vem, 6 tednih izvajanja 20-15 minut na dan teh vaj, no. Tako da se da, tudi na fiziološki ravni je veliko teh v bistvu raziskav, ki kaže na to, na kak način si lahko pomagamo. Je pa res včasih težko, se mi zdi, najti neki čas. Tako si pa moramo čas mogoče vzeti za komunikacijo, da si res rečemo, ok, vsak dan bomo skupaj jedli večerjo, pa bomo se pogovarjali o tem, kak je bil dan. V bistvu si moramo res vzeti čas za te stvari, no. Tako da včasih je, recimo, te moje knjige, se mi zdi, da potem najdejo neki čas, recimo, ker imam tudi tak dnevnik hvaležnosti, ko morajo starši z otroki vsak večer napisati, kaj se jim je lepega zgodilo, kako so se tisti dan počutili. In potem si res čas vzamejo, ker je to neka rutina postane, no. In se tudi povezujejo v bistvu prek tega pogovora, veliko stvari izvemo od otroka. Če otroka vprašamo, kako je bilo v vrtcu ali pa šoli, ko stopi skozi vrata, ponavadi reče okej. Če pa si res večer vzamemo čas in to postane rutina, pa veliko stvari lahko izvemo. To so te zlati trenutki, ne, ko so res zlati, ne, ko jih preživimo z otroki, ne. Jaz v bistvu tako, če povzamem, je ključna beseda današnjega pogovora v bistvu umirjenost, ne. Ker vse, kar delamo iz umirjenosti, je boljše. Boljši je odziv do otroka, lažje se pogovarjamo. Torej, najprej moramo umiriti situacijo, umiriti svoja čustva in potem se odzvati, ne. Tako da se mi zdi, da je to, se vse vrti okrog tega, no. Znati se umiriti in ohraniti umirjenost in jasnost v glavi, da lažje skomuniciramo. Meje, karkoli v bistvu potrebujemo, ne. Tudi samo deliti ljubezen, recimo, ne, pa, ne. Karmen, ti si avtorica še ene zelo posebne knjige, ki je zelo tako čisto drugo sicer področje, mogoče spet ne toliko, ampak se mi zdi, da je to res tema za nek drug dogodek, ampak vseeno bi te prosila, ker sem uvodoma navedla, da si avtorica in si tudi avtorica zelo posebne knjige Selektivni mutizem. Če nam mogoče samo lahko še kaj o tem poveš, kaj sploh to je. To pa je ta knjigica, samo ko se tako kontravi. V bistvu v to področje sem bila nekako potisnjena, zato ker v Sloveniji ni bilo nikogar, ki bi se s tem ukvarjal, pa je imel to motnjo moj sin, no. Tako da zdaj nima več teh težav. V bistvu selektivni mutizem je fobija, zaradi katere otrok v šoli oziroma izven doma ne govori. Doma pa normalno govori. Izven doma pa v nekih situacijah neznanih, s tujci, včasih tudi z babicami pa dedki, ki jih ne vidi veliko časa, pa ne govori. In veliko starši niti ne opazimo, da otrok ne govori. Dokler nas ne opazori, da res ne. Recimo, jaz nisem opazila, da je moj sin nehal govoriti z mano, ko je prišel nekdo na obisk, dokler ni meni vzgojiteljica v vrtcu rekla, da moj otrok sploh ne govori tam. In niti ona ni vedela, kaj je to, da smo šli v bistvu googlat, no, kaj to je. Ampak v Sloveniji ni bilo takrat nikogar in dejansko sem se mogla povezati z Ameriko in z Anglijo, da smo pol našla načine, kako mu pomagati, no.
Je In pa kaj je to, vzrok v bistvu tega selektivnega mutizma? vzrok je anksioznost, to je v bistvu isto kot fobija. Eni se bojijo pajkov, eni se bojijo višine, eni se pa v bistvu zatakne jim glas, ko pridejo v neko situacijo. Eni zmrznejo, no. Eni zmrznejo ob pajkih, eni zmrznejo ko morajo iti nekam na višino, eni zmrznejo na letalu, eni pa zmrznejo v nekih situacijah s tujimi osebami, ki se morajo pogovarjati, no. Tako da se da hitro načeloma pomaga, če posebej, če je to v nekih prejšnjih, mislim, ko je otrok še manjši, v predšolskem obdobju se da to hitro rešiti. Večji kot je otrok, težje je reševati, zato ker je to vzorec. Ker velikokrat starši nevede govorijo namesto otroka. Zdaj pa recimo letal se lahko izogneš, višine se lahko izogneš, pajkov recimo tudi. Zdaj tujih ljudi pa socialnih situacij se pa ne moreš izogniti, no. Tako da na nek način je fajn to rešiti, pa otroku pomagati, da preseže te svoje strahove in da ga ne rešujemo iz teh situacij, zato ker vedno, ko ga rešimo, v bistvu dobi informacijo, da ne zmore. Tako da mu pomagamo, da zmore, no. Vsekakor je dobro vedeti tudi iz tvojega primera, da se te zadeve da razrešiti, ne, da to ni neko stanje, ki lahko traja do konca, da se zelo hitro da pomagati, ne, samo pač je treba vedeti, ne, kaj se dogaja. Zato sem tudi hotela v bistvu omeniti to, ker mogoče se s temi težavami še kdo od naših poslušalcev sooča in je dobro vedeti, da zdaj obstaja knjigica tudi na tem področju in da si lahko pomagajo z njo, da sploh ozavestijo, kaj je, pa tudi verjetno v nadaljevanju pač tega raziskovanja, ne, se lahko obrnejo tudi nate, ne, kot na psihologinjo, svetovalko, nekoga, ki je to izkušnjo dal in ki ima dosti znanja, da jim lahko pomaga. Ja. Ima pa veliko v bistvu vrtcev in šol, praktično po moje 80% to mojo knjigo, tudi na izobraževanje veliko učitelji hodijo, tako da mislim, da so že ozaveščeni o tem, kaj to je pa kako otroku pomagati, ampak vedno se pa še pol kateri najde, ki reče, da ni vedel, da ima to ime. Ja, Otrokovo vedenje. Karmen, lahko zdaj za konec še poveš, kje lahko se dobi tvoje knjige, kako te lahko kontaktirajo za kakšno svetovalno delo, imaš kakšne programe, katerim se lahko pridružijo, kako te lahko kontaktirajo in se povežejo s tabo. Na spletni strani gusarnik.eu so moje knjige. Svetovanje načeloma še ne objavljam, ampak ga imam glede selektivnega mutizma, staršem pomagam pri vzgoji. Zdaj imam tudi en taki klub za starše, kjer je 15 staršev, pa v bistvu debatiramo enkrat tedensko o teh težavah. Mogoče še jeseni kakšnega naredim. Veliko imam tudi predavanj za šole, pa zdaj bom mogoče malo bolj aktivna glede šol in staršev, tako da. In te informacije vse dobijo na tvoji spletni strani? Ja, v bistvu mi lahko pišejo glede svetovanja, ker nimam eksplicitno tam napisano. Lahko še e-mail poveš? Carmen.mandl@gmail.com. Okej, se bomo te povezave še. Bomo to še vse objavili. Lahko sledijo mi lahko na TikToku, na Instagramu, na Facebooku. Se mislim, da mi jih na Facebooku kar dosti sledi Moje supermoči, tako da. Ja, to je prav stran, Facebook stran Moje supermoči, ne osebni Tam pa tudi profil. dosti o vzgoji, o tem, kako se umiriti, kaj pomagati otroku postavljati meje. Mislim, veliko stvari je o tem tudi najdete, no. Koristnih, takih dnevnih zlatih doz, ne, ki jih potrebujemo, da smo čim bolj umirjeni in sočutni in empatični do sebe in do svojih otrok, ne. Karmen, najlepša hvala za res zelo navdihujoč pogovor, meni je bilo v zadovoljstvo. Upam, da se še kdaj srečava in naredimo še kakšno posebno zadevo za eno izmed tvojih knjigic, ker so res zelo poučne in uporabne. Želim ti še veliko uspeha v delu z otroki in predvsem starši, a ne? Hvala. In ob neki drugi priložnosti vse dobro ti želim. Hvala lepa. Hvala za pogovor. Hvala ti, čao. Adijo.